smo. Pozdravljeni na okrogli mizi STA kluba. Po dolgem času smo se stali na javno zdravstveno temo. Tokrat redke bolezni, gre za več tisoč različnih bolezni, ki jim je pa skupno to, da so pač redke, ne, kot že samo ime pove. Torej, z temi boleznimi zboli recimo manj kot 5 prebivalcev na 10 tisoč ljudi. Pogosto so pa to kronične bolezni, nepredajoče, degenerativne in imajo težke posledice za obolele. Ampak, ker imam pri sebi toliko imenitnih gostov, ki bistveno bolj poznajo to temo, jim bom kar predala besedo, še prej jih bom pa predstavila. Ob meni sedi gospod Battelino, predstojnik kliničnega inštituta, predstojnik kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni pediatrične klinike. Zraven njega je Uroš Grošelj z istega oddelka, potem pozdravljam med nami generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Marjana Sušlja. V kratkem se nam bo pridružil še gospod Borut Peterlin in pa z nami še gospod Jože Faganel. Gospod Faganel je pa predsednik Društva hemofilikov Slovenije in pa Združenja za redke bolezni Slovenije. Gospod Faganel, najprej bi vas vprašala, kako je poskrbljeno za bolnike z redkimi boleznimi pri nas? Dober dan. Pa mogoče kaj pogrešate, pa recimo ena primerjava kratka s tujino. Ja, to je težko v enem stavku povedati. Lahko rečemo, da Slovenija sodi med države, ki se že dolga leta spopadajo z redkimi boleznimi in lahko pokažejo tudi svoje rezultate. Med drugim sem en tak rezultat tudi sam, ki bi moral po napovedi medicine leta 47 živeti še 15 let, zdaj sem pa star 71 let. Tako se dogaja tudi na področju drugih bolezni, ker imamo v Sloveniji na eni strani sodobno medicino, vrhunske pediatre, ki odkrijejo zelo zgodaj prirojene bolezni in se soočajo z njimi, in na drugi strani imamo zdravstveni sistem, ki ima posluh za zdravljenje bolnikov. Zato lahko rečemo, da Slovenija hodi v štric z razvitimi državami in ima tudi nekaj prednosti, ker je majhna, ker lahko sežemo pravzaprav do sleherne vasi in se povežemo in najdemo tudi rešitev. Kaj pa pogrešamo? Seveda, pogrešamo zdravje vsi, na drugi strani pa še tesnejše sodelovanje med strokovnjaki in zlasti med tistimi, ki zdravijo otroke in tisti, ki zdravijo odrasle. Pri neozdravljivih boleznih je namreč to sodelovanje lahko tudi občutljivo. Na kakšen način občutljivo? Sami ste mi zaupali, da se še vedno zdravite na pediatrični kliniki, ne? Na kontrole hodim na pediatrično kliniko, za hemofilijo je pa narejeno tako, da je izvajanje zdravljenja prepuščeno zdravljenju na domu. Približno tako, kot bolniki s sladkorno boleznijo ne hodijo po inzulin v bolnico, tako hemofiliki dajemo infuzije sami po navodilu zdravnika. In veliki centri za redke bolezni po svetu nimajo razdeljeno med otroke in odrasle, ampak imajo enotni center, kjer se pri posvetovanju izmenjavajo zdravniki. In glede na to, da je klinični center zgrajen tako, da posamezni zdravniki nimajo daleč iz enega konca v drugega, je to sodelovanje tehnično možno. Danes, ko pa imamo medračunalniško posvetovanje, telefone in tako dalje, pa tudi zelo lahko. In izkušnje kažejo,
da v Sloveniji to načeloma dobro poteka, so pa seveda določene bolezni, ki so manj poznane in takrat je pa kakšen komunikacijski šum. Gospod Sušelj, za večino redkih bolezni še ni zdravil. Tista, ki pa obstajajo, so pa izredno draga. Koliko Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki ga vodite, namenja za ta zdravila, pa mogoče tudi koliko za rehabilitacijo in celostno obravnavo teh bolnikov, pa v bistvu, a lahko pojasnite, kaj so to zdravila na siroto? Hvala za besedo, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Kar nekaj vprašanj. Zavod za zdravstveno zavarovanje kot plačnik nastopa pravzaprav v vseh postopkih obravnave pacientov z redkimi boleznimi, od presejanja, potem seveda diagnostike, potem zdravljenja, tudi z zdravili in seveda potem tudi pri rehabilitaciji. Področje redkih bolezni, ali če najprej preskočim na zdravila siroto, to so zdravila, ki so dejansko namenjena za zdravljenje redkih bolezni in so tako klasificirana po uradni klasifikaciji in so praviloma tudi zelo, ker jih je malo, tudi zelo draga. Razvoj je izredno drag, tako da pride na pacienta včasih zdravljenje od nekaj 10 tisoč evrov na leto, pa tudi nekaj 100 tisoč evrov na leto. In seveda postavljajo seveda precejšnje breme za zdravstveno zavarovanje oziroma za plačevanje tovrstnih storitev. Hkrati je razvoj teh zdravil izredno intenziven, tako da so pritiski in možnosti za zdravljenje s temi zdravili vsako leto bistveno večje. Zavod za zdravstveno zavarovanje je v preteklih letih sledil temu razvoju, tem potrebam in recimo primerjava 2014 pa 2017 kaže, da smo povečali delež za zdravila sirote kar za nekaj več kot 80% in v lanskem letu, v 2017, je znesek, ki smo ga namenili zdravilom sirote, znašal že približno 35 milijonov, kar je več kot 10 oziroma tam blizu 12% stroškov vseh zdravil, ki jih porabimo v Sloveniji. No, poleg tega seveda zavod plačuje tudi storitve, ki so vezane za zdravljenje teh podatkov, kakšni so, ne moramo dati na mizo, ker so na nek način te storitve utopljene med drugimi storitvami, ki jih zagotavlja zdravstveni sistem. Moram pa povedati, da so v glavnem te storitve oziroma te zdravljenje teh bolezni v tisti kategoriji, ki pomeni 100% pokrivanje strani zavarovalnice, ali pa so prisotne pri otrocih, kjer je tudi 100% pokrivanje. To je zelo pomembno, ker vemo, prej sem omenil, da so zdravljenja teh bolezni izredno draga in bi seveda pomenilo ogromno breme za posameznika, če bi bilo to na njegovih plečih. Za rehabilitacijo, za obnovitveno rehabilitacijo zavod na letnem nivoju namenja približno 3,5 milijona, za recimo za diagnostiko, za testiranje tkiv, ki jih pošilja klinični center, pa tudi namenjamo namenska sredstva na letnem nivoju, približno pol milijona tega denarja gre namensko za testiranje tkiv v tujini. Skratka, ocenjujemo, da smo v dosedanjih letih uspeli slediti nekako potrebam in razvoju na tem področju, seveda pa se vprašanje pojavlja, ali bomo to tudi v bodoče. Hvala. Verjetno, ali bomo sposobni to financirati tudi v bodoče, je zaradi tega, ker prihajajo nova zdravila, ki bodo verjetno prav toliko draga, ne? Pa tudi recimo nove tehnologije pri zdravljenju v smislu genetske terapije in tako naprej, ne? Kakšni so pa obeti za prihodnje? Torej, pritiski na javne finance so prisotni v vseh državah in nekako 80% teh pritiskov gre pravzaprav iz naslova novih tehnologij. Recimo, da gre ostalo na račun starajoče populacije, ki je prisotna v vseh evropskih državah,
vendarle pa gre večino zaradi novih tehnologij. Kako rešujemo to v Sloveniji? Dejansko se rast stroškov za zdravila ne more tako povečevati, kot se povečuje za inovativna, za zdravila sirote, zato ker pač preprosta ekonomija tega ne bi zmogla. Rešitve iščemo v tej smeri, da znižujemo cene tradicionalnih zdravil, ki jih uporablja zdravstvo že vrsto let, in tu so pač še nekatere rezerve. Različne inštrumente uporablja zavod, so to terapevtske skupine zdravil, so to pač liste zdravil za najcenejšimi in seveda zelo trda pogajanja z dobavitelji zdravil. Kako nam bo to uspevalo v bodoče, seveda je težko napovedati. Dejstvo je, da so inovativna zdravila sirote, finančno breme, preveliko breme tudi za večino evropskih držav, tudi bistveno bogatejših. Poskušamo se združevati z nekaterimi, da imamo skupna javna naročila, da imamo skupno politiko, dejansko pa poskušamo tudi na nek način involvirati nekoliko več, bom rekel, politične moči, da bi dosegali cene, ki so še sprejemljive, katere so zmožne za financiranje v okviru javnih sredstev. Zdaj bi na tem mestu pozdravila za našim omizjem gospoda Boruta Peterlina. Jaz sem že malo prej v uvodu omenila, kaj so redke bolezni. Zdaj pa, če bi me vi še malo suportirali, dajte še malo, prosim, predstaviti, kaj so redke bolezni, kako pri nas poteka njihovo odkrivanje, pa kako smo zgodnji pri diagnostiki. Hvala za povabilo in vprašanje. Torej, verjetno ste že omenili, da redke bolezni, definicija redkih bolezni se v svetu razlikuje. Od 1 na 200 tisoč v Združenih državah do 1 na 2000 v Evropi. Bolj kot te številke, kaj je definirano kot redka bolezen, je pa pomembno, da redke bolezni karakterizirajo neke skupne značilnosti. Kot ste že nakazali, težko jih je diagnosticirati in ponavadi se diagnosticirajo kasno v razvoju bolezni. Predstavljajo pomembno breme tako za osebo, ki ima redko bolezen, kot za družino in, kakor smo slišali, tudi za družbo v celoti. Gre za to, da imajo osebe pogosto težave z edukacijo, se pravi z izobraževanjem, z pridobivanjem zmožnosti za samostojnost in posledično ta psihološka in tudi ekonomska bremena. Zdaj, v Sloveniji Slovenija je majhna država in v Sloveniji smo uspeli pred približno 3-4 leti narediti velik preboj v smislu diagnostike. Gre za to, da ker je velik del ali pa pretežen del redkih bolezni genetske etiologije, smo pred leti na kliničnem centru, na Kliničnem inštitutu za medicinsko genetiko vzpostavili novo tehnologijo genetskih testov, se pravi tako imenovano genomsko tehnologijo, kar je naredilo Slovenijo praktično neodvisno od potrebe po diagnostiki v tujini. Če smo prej, lahko rečemo, večino diagnostike speljevali skozi sodelovanje z tujimi centri, lahko večino diagnostike sedaj zagotovimo doma. Seveda to ne pomeni, da so v hipu prišli vsi pacienti do svoje diagnoze, tako da še vedno je velik del verjetno slovenskih bolnikov z redkimi boleznimi brez etiološke diagnoze, vendar glede na ureditev slovenskega sistema, kjer je zelo jasno, da je klinični center v Ljubljani tisti vrhunski center, tudi v Mariboru, 2 klinična centra imamo, ki
na terciarnem oziroma kvartarnem nivoju obravnavata posebej zahtevno diagnostične bolnike, da imamo to pot sorazmerno dobro vzpostavljeno in tudi nove diagnostične možnosti, tako da gledamo s pozitivizmom naprej. Glede diagnostike, gospod Battelino, zdaj se obetajo neke novosti na področju diagnostike, hitre diagnostike redkih presnovnih bolezni. Če nam lahko zaupate, kakšne so te novosti in kdaj bodo? Tudi z moje strani najprej najlepša hvala za povabilo. Zelo lepo je, vesel sem, da ste se odločili, da o taki temi govorimo. Kot veste, v Sloveniji že vrsto let, v bistvu sta ga pred leti uvedla profesor Kržišnik in profesor Varl, neonatalni presejalni test za hipotirozo, se pravi za pomanjkanje ščitničnega hormona, katerega posledica, če ga nimaš, so včasih rekli kretenizem, in pa za fenilketonurijo, ki je bil pravzaprav prvi screening nasploh. To gre za eno presnovno bolezen, ob kateri pride do hude okvare centralnega živčevja, preden se taka bolezen lahko odkrije. Zato se preseja in to sta tudi po svetu prva dva screeninga. Medtem je šel svet naprej, mi pa ne tako hiter. In vendarle je po letih truda prišlo do preboja. Moram reči, da je tukaj cela vrsta ljudi, ki bi se jim rad javno zahvalil. Najprej je šla vloga, kot je to predpisano, na zdravstveni svet in njegov predsednik, akademik, profesor dr. Franc Terle, ki je z nami, je v bistvu po relativno hudem pregledu, ki je trajal leto dni, ta program kot zdravstveni svet odobril. Potem je v naslednji fazi veliko posluha pokazal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in njegov direktor, ki je tudi tukaj z nami, gospod Čušelj, ki je ta screening uvrstil v splošni dogovor. To je dokument, ki zagotavlja pač tisti del javnega zdravstva, ki se financira v celoti. Naslednja stvar je bila, da smo za tak razširjen, večji, bolj evropski screening odebrali novo napravo. Tukaj je ponovno, moram reči, v lanskem letu Ministrstvo za zdravje pokazalo pravzaprav skoraj bi rekel za nekoga nepričakovano razumevanje in to uvrstilo v prioriteto, tako da je v bistvu, čeprav vem, ministrica v teh dneh podpisala pogodbo o nakupu, torej izpeljan je bil javni razpis, ki je za spremembo uspel in je bil izbran najcenejši ponudnik, ki je to napravo ponudil. Tako da je pravzaprav zdaj zadnja stvar ta, da se v Sloveniji poenoti sistem evidentiranja novorojencev, se pravi, ministrstvo bo, jaz upam, uspelo speljati še to, da bo vsaka porodnišnica, ko bo ta screening vzela, to naredila s črtno kodo, tako da bo vsak vzorec, ki bo pripotoval do Univerzitetnega kliničnega centra, že imel črtno kodo, tako da bo vzorec in potem tudi kasneje seveda njegov rezultat in izvid sledljiv in tudi ta na nekem evropskem nivoju skladno z certifikati, ki klinični center ima. Tako da, če skrajšam, v nekaj mesecih bomo iz 2 bolezni, ki jih skreniramo, prišli na preko 20 bolezni, ki jih skreniramo. Preseja skrenira se vedno bolezni, ki so ozdravljive oziroma zazdravljive. To pomeni, da poznamo način, da potek te bolezni bistveno spremenimo. Še vedno je to pogosto samo za spremembo vnosa, se pravi, da probamo umakniti tisti del, ki posamezniku zaradi neke motnje škodi, vedno bolj pogosto pa tudi za zdravili. Pri tem procesu bi rad še dodatno omenil, poleg vseh sem jih naštel, tudi našo poslovno direktorico, gospod Biserko Marovt-Meden, ki je v teh, če hočete, organizacijskih, finančnih fazah ključno pripomogla, da so stvari pravzaprav se zgodile. Mogoče, če malo plastično midva predstavlja, v bistvu verjetno občinstvu ni ravno jasno, na kakšen način to poteka. Torej, novorojenčku vzamete kri, v porodnišnici vzamejo kri in to kri pošljajo, vzorec pošljajo na UKT in kaj se potem zgodi in kakšne so, kaj bojo slovenski novorojenčki imeli od tega, no? A bo kakšna smrt manj mogoče? Idealno je, da v bistvu se novorojenčka, ko se rodi, vpiše kot ločenega bolnika, čeprav je zdrav.
se mu vzame vzorec, ki je opremljen s črtno kodo, ta črtno kodo pride v Univerzitetni klinični center, ga sistem, naš sistem, kot veste, imamo brezpapirno bolnišnico na pediatrični kliniki, prepozna, ga takoj unese v sistem in vse, kar se v tem naprej zgodi, v bistvu računalniški sistem sledi. Bistvo je, da se zdaj celoten screening bo izvajal za eno samo napravo, ki se reče tandemska mastna spektroskopija. Bistvo te naprave je, da pravzaprav je vseeno, kakšen vzorec si daš, ker molekule prepoznava glede na razmerje med maso in nabojem. Se pravi masnim spektrom, potem ima pa elektronske knjižnice, s katerimi te rezultate primerja in posamezno molekulo opredeli. Tako da bo iz ene same kaplje krvi pravzaprav vseh teh 20 plus bolezni prepoznanih. Mi smo naredili pilotsko študijo, ki je bila objavljena v zelo ugledno mednarodno revijo z področja biokemije, klinične biokemije, kjer smo 10.000 vzorcev obstoječih listkov v Sloveniji analizirali in ugotovili, da bi dodatno s tem približno 10 novih na leto odkrili in preprečili bodisi smrt, bodisi težko okvaro. Tako da je pravzaprav seveda cenovno to ekstremno učinkovito, ker otrok s trajno okvaro seveda je za sistem bistveno dražji, kot je ta screening. Rad bi tudi povedal, da na pediatrični kliniki pa že dlje časa poteka torej lastna genetska analiza, mi imamo sekvenator naslednje generacije, ravno ker kupujemo novega zmogljivejšega in tudi ta screening ima takojšen preklop na genetsko diagnostiko, se pravi tisti hip, ko se na metabolnem področju odkrije, se preskoči na genetsko diagnostiko z genomskim pristopom sekvenacije naslednje generacije. Hkrati pa tudi načrtujemo kompleten prestop na genetsko presejanje, ki pa je celo v svetu še enkrat zelo napredno, vendar tukaj sodelujemo pri razvoju. O genetskem presajanju bova še malo pozneje. Zdaj bi pa gospoda Grošlja vprašala, oziroma en komentar. Bolniki z redkimi boleznimi so pred kratkim prišli do kontaktne točke. To je za njih, kot sem razumela, kar en velik korak naprej predstavlja. Kaj takšna kontaktna točka nudi? Zakaj je bila sploh ustanovljena, v kakšni obliki in pa recimo kakšno povpraševanje so bolnikov? Dober dan vsem, hvala za vabilo in za vprašanje najprej. Ja, nacionalna kontaktna točka je gotovo pomemben korak pri neki celoviti obravnavi bolnikov z redko boleznijo. Ne vemo, obravnava bolnikov z redko boleznijo pogosto presega to klasično obravnavo pogostih bolezni. Se pravi, redkim boleznim ne rečemo zastonj tudi bolezni sirote. Se pravi, sirote ne potrebujejo obravnave, ampak v bistvu skrb. Tukaj gre v bistvu za neko celovito skrb. Zdaj, kako to skrb zagotavljati, v bistvu zelo težko. Ampak kljub vsemu pomembno je, da v bistvu začnemo z neko celovito informacijo, ki je na voljo v bistvu ne samo bolnikom z redko boleznijo ali pa bolnikom, ki mogoče sumijo, da imajo redko boleznijo, ampak tudi v bistvu izvajalcem v bistvu skrbi za to bolezen. Se pravi, v tujih raziskavah vemo, da bolniki, pa tudi izvajalci, dostakrat govorijo o nekem informacijskem kaosu, ki vlada na tem področju. Se pravi, ideja te kontaktne točke je zmanjšati ta informacijski kaos na nek znosen minimum in v bistvu na ta način prispevati k izboljšanju obravnave v bistvu bolnikov z redko boleznijo. Nacionalna kontaktna točka je bila najprej razvita v letu 2016 v sklopu projekta, ki ga je v bistvu financiralo Ministrstvo za zdravje. Tam smo v bistvu razvili spletno stran, se pravi www.redkebolezni.si, kjer so na enem mestu zbrane v bistvu vse informacije tako o izvajalcih, o društvih bolnikov, o mednarodnih povezavah. Možno je v bistvu tudi na nek način izvedeti kaj več o registrih tistih, ki obstajajo za redke bolezni. Tudi pripravljajo oziroma nekaj kratkih povzetkov za posamezne pogostejše redke bolezni je tam že na voljo. Se pravi, gre za neko v bistvu centralno točko, kjer je v bistvu tako za bolnike kot za izvajalce na voljo dobiti nekaj več informacij.
Od leta 2017, pa moram poudariti, imamo zaposleno na nacionalni kontaktni točki diplomirano medicinsko sestro, gospo Jerina, ki tamle sedi z nami. Mogoče vam lahko tudi tismo, ki hoče kaj več o tem vedeti, ona lahko kasneje kaj več o tem pove. Gre pa za to, da imamo vsak delovni dan med 11 in 15 uro. Gospa Jerina v bistvu lahko odgovarja na klice, tudi v bistvu odgovarja na spletno, mislim, na vprašanje po elektronski pošti in nekako lahko povezuje v bistvu tako tiste, ki želijo kaj več vedeti o njihovi bolezni, mogoče o možnostih zdravljenja, ter s tistimi, ki jim lahko pomagajo. Kontaktna točka je v bistvu v letu 2017, ko sem gledal tisto analizo, imela več kot 7000 ogledov, se pa to število ogledov skokovito povečuje. Skoraj za 300% se je to število povečalo glede na leto 2016. Jaz mislim, da so dogodki kot je tale zelo pomembni za to, da res učinkovito implementiramo to možnost v bistvu posveta, spletnega posveta. Tudi vemo, kaj bolniki sprašujejo, ne? Se pravi, interes bolnikov je zlasti zvedeti seveda nekaj več o njihovi bolezni, zvedeti nekaj več o tem, na kakšen način se lahko organizirajo, mogoče se združijo z ostalimi bolniki z isto boleznijo, kar je ključno za to, da je ta skupina bolnikov potem močnejša pri zagotavljanju boljše obravnave, pri druženju in tako naprej, izmenjavi izkušenj. Zelo pomemben del vprašanj leti tudi na neke iskanje odgovorov glede nekih socialnih pravic, tudi nekih pravne regulative na tem področju, ne, se pravi, ljudje hočejo vedeti na nek način, kako jim država lahko tukaj že z nekimi obstoječimi predpisi pomaga pri tem boju v bistvu z njihovo boleznijo, ki je pogosto trd. Po drugi strani pa zdravnike, izvajalce pogosto zanima, se pravi, tudi nekaj več o tej bolezni, kakšne so možnosti zdravljenja, kakšna je pravilna diagnostika in kdo se mogoče tudi mednarodno ukvarja z neko boleznijo. Predvsem več informacij tako za bolnike kot izvajalce. Tako, za obe. Ja. Gospod Peterlin, mi imamo v Sloveniji državni načrt na področju redkih bolezni. Kaj v tem državnem načrtu so konkretni cilji pa načrti, no? Kaj se je od tega že uresničilo, od teh ciljev in katera področja ostajajo neizpolnjena? Pa zakaj po vašem mnenju? Državni načrt je bil sprejet leta 2011 in grobo opredeljuje delo na področju redkih bolezni do leta 2020. Vsebuje predvsem 4 področja dela. Eno je registracija redkih bolezni, drugo je izboljšanje medicinske oskrbe, tretjič socialne in četrtič edukacije. Že danes smo slišali deloma, ne, da ustanovitev infotočke na primer je eden pomemben korakov naprej v smislu nudenja informacij ljudem, ki jih zanimajo redke bolezni. Prav tako je ta ciljni raziskovalni projekt, ki je bil danes že omenjen, je pravzaprav se ukvarjal z pilotskim projektom vzpostavitve registra za redke bolezni v Sloveniji. Seveda pa določena področja pa ostajajo še odprta za nadaljnji razvoj. Tisto, kar je pogosto izziv držav, ki imajo nacionalne načrte, da jih težko iz papirja prelijejo v dejanja. Zdaj, za nekaj takšnega potrebujemo tudi poleg nekega grobega načrta bolj specifične akcijske kratkoročne načrte. To smo v Sloveniji v začetku imeli, zato so se ti projekti razvili. Trenutno pa potekajo razprave na ministrstvu, kako bi za naslednjo obdobje prav tako razvili nove akcijske načrte in bolj konkretno opredelili potrebe in aktivnosti na tem področju. Če vas prav razumem, trenutno akcijskega načrta nimamo ali kako? Za 2018 še ne.
Kaj to pomeni? Kaj to pomeni konkretno pač za napredovanje pri uresničevanju teh ciljev? Pa zakaj mogoče nimamo tega načrta? To pomeni, da deležniki, ki zagotavljajo aktivnosti na tem področju, od medicinskih inštitucij do državnih, da tako rečemo, opravljajo svoje poslanstvo po svojih najboljših močeh. Akcijski načrt bi pa pripomogel k strateškemu upravljanju tako z viri kot torej, finančnimi kot človeškimi in bi lahko še zboljšal pravzaprav nacionalno strategijo na tem področju. Ampak hočem reči, to ne pomeni, da se nič ne dogaja na področju tako redkih bolezni, tako v smislu izboljševanja medicinske kot nemedicinske oskrbe. Naj ob tem povem, da najboljši naslovnik za to, zakaj nimamo zdaj akcijskega načrta, bi bil verjetno Ministrstvo za zdravje. Njih smo povabili k sodelovanju na tej okrogli mizi, ampak žal niso mogli zagotoviti nobenega sogovornika. Prej smo govorili že nekaj malo o registru. Gospod Grošelj, zdaj v Državnem zboru je sicer predlog novele zakona, ki bi omogočil vzpostavitev registra za redke bolezni. Ampak zdaj očitno, glede na politično dogajanje, ta register bo mogel še nekaj cajta počakati. Zakaj je tako pomemben ta register? Pa kaj bi prinesel recimo konkretno za bolnike, pa tudi za stroko? Hvala za vprašanje. Register redkih bolezni, se pravi, v Sloveniji, če izhajamo iz nekak podatka, da ima 6 do 8% populacije redko bolezen, se pravi, redke bolezni so posamič redke, ampak kumulativno so pa pogoste. In skupaj, se pravi, če je teh 6 do 8% v Sloveniji nekako 150,000 ljudi, za katere pa v tem trenutku nekako ne vemo dobro, kdo ti ljudje so, kako se zdravijo, kje se zdravijo, kakšne so v bistvu njihove zdravstvene potrebe, a jim lahko ponudimo še kaj več kot jim na ta način. In edini način, da pridemo do teh podatkov, oziroma da nekaj več vemo o tem, kdo ljudje v bistvu z imeni in priimki, v bistvu, ki pa imajo tudi redko bolezen pri nas so, je to, da ustanovimo nacionalni register. Tak register je nekako, v bistvu spet je tukaj iniciativa evropska, Evropa nam na nek način s svojimi iniciativami tudi veliko dobrega prenaša. Se pravi, leta 2009 je v sklopu te vse evropske iniciative, mislim, izboljšane obravnave bolnikov z redke bolezni, tudi bil predlagan ustanovitev kot registra teh redkih bolezni. Posamezne evropske države so tako stvar že uspele implementirati. Mi smo nekako po tej tehnični plati ali pa po vsebinski plati tudi blizu tega, kot ste pa sama omenila, je pa ta zakon o zbirkah zdravstvenih podatkov z področja zdravstvenega varstva trenutno zastal na ministrstvu. V tem predlogu tega zakona je natančno opredeljeno tako nabor kot način pridobivanja teh podatkov, tudi skrbnik teh podatkov, ki bi bila pediatrična klinika v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. Mi smo pilotski register, v bistvu platformo za ta register smo razvili v sklopu projekta Analiza in razvoj redkih bolezni v Sloveniji, ki je potekal, to je bil ciljni raziskovalni projekt, ki sta ga podpirala Ministrstvo za zdravje in Agencija za raziskovanje Republike Slovenije. Projekt je potekal med letoma 2015 in 2017. V sklopu tega projekta smo vsebinsko in tehnično razvili ta register. Pilotski register že stoji na strežniku Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zdaj pa rabimo v bistvu na nek način formalno nekako dovoljenje ali pa oziroma zeleno luč, da bi lahko ta register stekel. Seveda potrebujemo tudi vir financiranja oziroma vir delovanja tega registra, ampak tehnično smo za ta register nekako pripravljeni.
Torej vse je narediti, samo še zeleno luč državnega zbora potrebujemo. Ja, na to pa imamo majčkeno manj vpliva. Ja. Gospod Faganel, vi ste še hoteli nekaj povedati? Ja, jaz sem skušal vaš pesimistični stavek, da se bo zaradi padca vlade register ustavil popraviti. Danes sem zvedel, da se popoldne sestane komisija, ki ima perspektivo, da bo ta zakon v aprilu kljub vsemu sprejet. To se pravi, vse se ni ustavilo. Bomo izredno sprejemali ta zakon na Ne izredni vem, kako se seji. bo imenovalo, ampak ta zakon bo aprila sprejet. In kakor ste prej, profesor Peterlin, vprašali, zakaj ni akcijskega načrta, mogoče papirja ni, se pa na področju redkih bolezni bo v letu 2018 zgodilo, da bo presejanje za več kot 20 bolezni. Če to ni napredek, raje imam, da se nekaj zgodi, kakor da je nek formalni papir napisan. Gospod Faganel, ko smo že pri vas, vi si prizadevate, da bi bolniki z redkimi boleznimi imeli zapis, da imajo redko bolezen na kartici zdravstvenega zavarovanja. Zakaj? To se pravi, vprašanje je preveč natančno postavljeno. Združenje za redke bolezni si prizadeva, da bi v enem posebnem vidiku bila ta bolezen prepoznana, kadar gre za nujna stanja. Takrat nobenemu načelu ne piše, da ima redko bolezen in ukrepanje o prometni nesreči, ob zastoju dihanja je za vsako redko bolezen drugačno. Zato želimo, da bi bil nek prehod iz registra do evidentiranja, ko prideš na nujno pomoč, zagotovljen. Ali bo to na kartici, ali bo to kakšen drug preskok, te tehnične možnosti danes niso zapletene, zelo pomembno pa je, da se redke bolezni upoštevajo kot primer pri nujnih stanjih. Mi že vemo, kdo se super spozna na neko redko bolezen, ampak tist ne dežura na urgentnem centru posod v regionalnih bolnišnicah. Zato je ta informacijska povezava pomembna. In kje ste daleč? Kako daleč ste pri tem? Daleč smo, počasi se daleč pride, treba je najti, če bo register sprejet, je treba najti samo eno rešitev, ki jo bodo ponudili tisti, ki dežurajo, ne tisti, ki programe delajo. Zdravnik, ki dežura, bo moral povedati, kako želi, da bi prepoznal, ko gre kartica noter, povezavo z registrom za redko bolezen. Hvala. Gospod Battelino, prej ste začeli z genetskim presajanjem. A nam lahko kaj več poveste, kje smo, malo ste že prej povedali, kje smo pri genetskem presajanju na redke bolezni in pa kakšne so konkretne ovire? Ja, glejte, v bistvu pravzaprav ovir praktično ni, če gledava z tehničnega stališča, so pa številne stvari, ki jih je treba razmisliti. Prva je etična. Genetsko presajanje seveda pomeni, da je še vedno usmerjeno samo v stvari, ki so v neposredno korist tistemu, ki ga presajaš. To se pravi, da se ostro omejiš na bolezni, kjer lahko pomagaš, kjer lahko preprečiš vsaj del škode, če ne vso škodo. Vedeti morate, da recimo, če gledate zelo razvite predele sveta, recimo, če gledate državo Massachusetts, oni skrinirajo za več kot 50 bolezni, kjer so seveda recimo pri nas zelo pomembne recimo imunodeficience. Otroček se rodi, kar naenkrat ima celo vrsto okužb in zelo pogosto umre. Gre za to, da ima prirojeno motnjo v imunskem sistemu, trenutno imam otročka, novorojenčka, ki ima ognojke na ledvicih, česa tacga noben od nas, ki počasi starejši ratujemo, še ni videl. Se pravi, zelo verjetno gre za neko pomankanje v imunskem sistemu in seveda take stvari je najbolj, če hočete, učinkovito, se pravi, neposredno genetsko presejevati. Če pa že imate ta skrin, seveda tudi vse metabolne, presnovne bolezni so genetske v svojem bistvu. Tako da se da vzpostaviti panele, ki potem seveda neposredno, na genetski način, prav tako iz enega samega vzorca, lahko to odkrivajo. Prej je samo treba vedeti, ker genom naš ima tudi veliko sprememb, ki nam ne škodijo v resnici, ki so samo posebnosti, če hočete. Se pravi, zelo natančno vzpostaviti to povezavo med spremembami in med resno škodo za posameznika.
To se dela tako, da se dolgo časa primerja rezultate, se pravi, presnovnih procesov z rezultati genetskih in potem veš, kaj je tisto, kar škodi. Tako da to je vsekakor projekt, ki bo tekel sočasno z screeningom in ki jaz upam, bo prej, kot je zdaj smo se trudili 18 let, da smo ta screening spravili čez, jaz upam, da bo prej mogoče, se pravi, neko bi človek rekel, modro, odgovorno skupino bolezni začeti presejevati neposredno genetsko. Rabimo samo dovolj zmogljiv sekvenator naslednje generacije in zadeva bo lahko stekla. Gospod Sušelj, v državnem načrtu je predvideno tudi oblikovanje kazalnikov kakovosti oskrbe bolnikov z redkimi boleznimi. Kako bi pa ti kazalniki lahko doprinesli k načrtovanju uvedbe zdravljenja, novih zdravljenj? Ja, v državnem načrtu so kazalniki omenjeni v enem izmed odstavkov in naj bi bili del letnega načrta, akcijskega načrta. To se nažalost pač ne izvaja trenutno, Praksa sicer teče in mislim, da se deležniki tu in tam prizadevajo, za kar se da veliko kakovost, je pa področje redkih bolezni dejansko izredno široko. Že kolega Grošelj je omenil, da je pojavnost relativno majhna, pa vendarle je teh bolezni po podatkih iz literature 6 ali celo 8 tisoč v neki populaciji, kar seveda pomeni, da na nek način prizadeva relativno veliko količino pacientov oziroma državljanov, v Sloveniji 120 tisoč recimo, po drugi strani pa zelo različne specialnosti v medicini. Danes dajemo veliko poudarka na pediatriji in je to prav, ker se tam večinoma zaznajo, ampak so pa seveda tu vključeni tudi druga področja. Pred časom smo slišali na Brdu na dnevih redkih bolezni pogled psihiatrije, pa tudi druga področja. Skratka, velika plejada strokovnjakov tu sodeluje in ker so pred nami bolezni, ki se redko pojavljajo, je seveda vprašanje, kako zagotavljamo v Sloveniji, v neki družbi, znanje do tistih ljudi, ki prihajajo v katerikoli ambulanti do stika z pacienti in seveda tudi do recimo možnosti za prepoznavanje teh bolezni. Tako da tisto, kar bi si Zavod za zdravstveno zavarovanje želel, da se, bom rekel, še dodatno ojača, da se tukaj pripravijo klinične smernice, klinične poti, ne samo za diagnostiko, ampak za celoten spekter, od presejanja pa potem do rehabilitacije. Menimo, da bi, bom rekel, izdelane te smernice pripomogle k hitrejšemu vključevanju pacientov, zavarovancev, učinkovitejšemu zdravljenju in seveda na nek način bistveno kvalitetnejši ponudbi storitev na tem področju. Ne omenim, da je za redke bolezni trenutno relativno malo zdravil dosegljivih. In tudi tam, kjer prihajajo nova zdravila, interes farmaindustrije je zelo velik in veliko pomagajo z razvojem, tudi pri novih zdravilih, če jih je, ne vem, na razpolago zdaj približno 5% bolezni jih imamo že na trgu, pomeni, da še velika večina jih ni. Ampak ko prihajajo, seveda na nek način kot varuhi denarja smo na nek način previdni, ker niso vse obljube, niso vsa ponujena zdravila nujno tudi učinkovita. In tu je potrebno sodelovanje tako stroke pa plačnika, pa seveda potem tudi stalno, bom rekel, preverjanje na nek način učinkovitosti zdravil tudi z vidika financ. Tu bi nam kazalniki kakovosti še kako pomagali. In ker smo se prej pogovarjali še o registrih, ki ni en register, ampak kar nekaj jih že imamo za različne, ampak so mogoče malo premalo še trenutno povezani, predvsem pa niso povezani na ta način, da bi na nek način podatke jih vsi na nek način lahko učinkovito uporabljali v smislu projekcije, v smislu načrtovanja, v smislu organiziranega pristopa.
Tukaj mislim, da bi bilo tisto, kar je začrtano v načrtu, na nek način sodelovanje različnih deležnikov lahko boljše in seveda tudi koristnejše. Tako da bo pač verjetno tudi z različnih deležnikov dana pobuda ali dane pobude, da se na nek način bolj sistematično, bolj usklajeno pristopa k tovrstnim problemom, ker dejansko tukaj smo mogoče še bolj en od drugega odvisni, kot pa pri drugih boleznih, ki so nekako utečene in kjer so postopki zdravljenja tudi znani in nekako vemo, kaj nas čaka v naslednjih 5 letih. Tu, na področju redkih bolezni, dejansko te projekcije za naslednja leta ne more nihče podati, ampak bomo v bistvu to pot bomo utirali v naslednjih letih. Tako v Sloveniji, kot tudi v širšem evropskem okolju. Gospod Peterlin, pri nas imamo nacionalne referenčne centre za nekatere bolezni, večinoma so ti centri v UKC-ju. Vem, da je za eno bolezen je tudi recimo splošna bolnišnica Slovenj Gradec. Kako je pa s povezovanjem teh referenčnih centrov s tujino? Zakaj je to pomembno se povezovati v mednarodne mreže referenčnih centrov na področju redkih bolezni? In kje je Slovenija tukaj? Morda samo najprej dopolnilo, da Ministrstvo za zdravje ni pristopilo k ideji formiranja nacionalnih referenčnih centrov v Sloveniji, je pa omogočilo povezovanje slovenskih ekspertnih skupin na posameznih področjih v evropske referenčne mreže. In tlej imamo pravzaprav dobro pa slabo informacijo. Dobra informacija je ta, da se je kar 9 slovenskih inštitucij oziroma skupin, bolje rečeno, vključilo v eno od 24 evropskih referenčnih mrež. Slabo pa to, da ostajajo ostale mreže nepokrite. Ko ste pa omenili, zakaj je to pomembno in zakaj je seveda izziv tudi za Slovenijo, da na takšen ali drugačen način pokrije sodelovanje tudi v preostalih mrežah, je pa ravno to, kar je gospod Sušelj omenil, standardov za obravnavo posameznih redkih genetskih bolezni je v svetu malo. In te evropske referenčne mreže skušajo med drugim zagotoviti ravno to kritično maso znanja, izkušenj na evropskem nivoju, da bi pravzaprav vsaki posamezni članici, državi članici omogočila tudi razvoj in implementacijo priporočil oziroma smernic, ki temeljijo pravzaprav na konkretnih izkušnjah in vrhunskem znanju. Torej, v bistvu na koncu koncev boljše za bolnika. Tako je. Zaenkrat sem jaz svoje vprašanje izčrpala. Glede na udeležbo sem prepričana, da bi še kdo kaj vprašal. Tako da zdaj pozivam občinstvo, če imate kakšno vprašanje. Ja, sam počakajmo na en mikrofon. Gospod Peterlin, vi ste omenili, da boste praktično začeli izvajati presežne za 20 presnovnih bolezni. Gospod Peterlin, vi ste pa omenili, da že izvajate diagnostiko za skoraj vse genetske bolezni, če se ne motim. Zdaj to dvoje, če lahko povežete, kaj ena, kaj druga? Ja, hvala vam za to vprašanje. Glejte, presejanje pomeni, da gledaš posameznika, ko nima nobenih znakov bolezni. Zato se reče presejanje. To se pravi, novorojenčki se rodijo zdravi in začnejo piti pri mamicah, če jo se posreči. Potem mi pa vzameš to kapljo krvi in preden se ta bolezen opazi, zveš ali jo malo nima in lahko ukrepaš, preden pride do škode. Večina teh bolezni namreč takih, da ko se pokaže klinična slika, je za ukrepanje pozno, se ne da več
popraviti tiste škode, ki je bila že narejena. Zato se tudi v bistvu preseja zdrave. Če hočete analogijo, veliko stvari presejamo, ki so širše, recimo rak. A nesmiselno ga je odkriti dovolj zgodaj, ko je zelo napredoval, ne moreš več dosti narediti. Filozofija je ista, čeprav gre za zelo drugačne bolezni. Da pa v Sloveniji, to, kar je rekel profesor Peterlin, znamo postaviti diagnoze potem, ko vidimo bolezen, pa mislim, da bi mogli biti pravzaprav, glede na to, kaj smo v zadnjem času slišali, znano, ker se mi zdi, da je pa tukaj Slovenija močna, ne samo, da jaz mislim, postavimo diagnozo znanim boleznim, ampak celo kakšno na nov povemo, tudi svetu, tako da to je pa tisti del, pravzaprav dela, ko pride bolnik z znaki neke bolezni, pa, ki je zelo redka, pa se na njo posumi in sodobnimi metodami, ki so na voljo, pravzaprav postavimo diagnozo. Tukaj se pa samo pridružujem inštitutu, ki ga vodi profesor in pediatrični kliniki, kjer je v bistvu jedro te diagnostike. Še kako vprašanje? Mogoče, če ni zaenkrat vprašanja v publiki, mi smo dobili eno pismo mamice, ki se žal zaradi službe ni mogla udeležiti te okrogle mize, ampak je v svojem pismu oziroma pobudi je pač razlagala težave, s katerimi se sooča kot starš otroka z redko genetsko boleznijo. Skratka, na koncev ona pogreša, kljub temu, da imamo kontaktno točko, ona pogreša več informacij, pravi, da so v veliko primerih starši prepuščeni internetu, kar je velikokrat slabo, ker lahko marsikaj gor preberejo, tudi neresnične informacije. In pa pogreša podporno skupino za starše z otroci, ki imajo prirojene redke bolezni. Mogoče tukaj gospod Faganel, a bi vi kakšno podporno skupino za starše ustanovili pri vašem združenju? Ja, lahko ustanovimo podporno skupino za redke bolezni. Problem redkih bolezni je, da je specifična problematika. Tako da zdravnika za vse redke bolezni nemogoče, združenje pa spodbuja ustanavljanje specifičnih društev, v katerih se lahko formirajo tudi take skupine. Ne gre pa za tukaj, da bi lahko Ministrstvo za zdravje kaj naredilo. Niti zdravniki ne. Zdravniki naredijo, kolikor morejo v tistem trenutku, ko se srečajo starši, in zato izmenjava informacij med starši in pa izobraževanje bolnikov ogromno pomeni. In tukaj recimo ta kontaktna točka, čeprav se za mamico zdi, da še nič ni, važno je, da se lahko vsak dan pogovoriš po telefonu in da posredujejo nekoga, ki ve nekaj več. V naši mladosti so se starši sami zanimali po svetu, pa še ni bilo interneta. Seveda je internet vprašljiv glede kakovosti, ampak nudi usmeritve. Važno pa je, da lahko pri svojem zdravniku ali pa pri medicinski sestri preveri, a to drži ali ne. Je pa seveda, starši živijo 24 ur z otrokom z redko boleznijo. Zdravniki imajo pa ambulanto določeno število ur. Moramo biti razumevajoči in predvsem spodbujati združenja za izmenjavo informacij, vendar ne lažnih. Nerodno je to, da zdravniki, ki študirajo 6 let, pa 6 let specializacije, pa še ne poznajo vseh bolezni. Laik ne bi pa kar v 10 minutah vse vedel. Nemogoče. Zato je treba najti ključ, kako izobraževati ljudi z boleznijo, da bodo razumeli, kaj je njihova bolezen. In zato so seveda te podporne skupine pomembne, pobude pa dajejo take mamice, da se povežejo med seboj in iščejo informacije. Dobro, najlepša hvala za ta odgovor. Imamo še kakšno vprašanje? Sem Lidija Cokan,
povezujem inicijativo za povezovanje otrok z epileptičnimi encefalopatijami in njihovih staršev preko nacionalne kontaktne točke za redke bolezni. Tudi sama imam hčerko 10-letno z zelo redkim genskim sindromom, imenuje se EE2-1A2. Bolezen je bila odkrita pri njenih 9 letih in ves ta čas, vseh 9 let so genetiki na Inštitutu za medicinsko genetiko raziskovali njeno bolezen, ampak bolezen je bila šele pred 2 letoma v bistvu potrjena, raziskana. To so pač problemi, s katerimi se ukvarjamo starši in posledično zdaj bi izpostavila nekatere probleme, s katerimi se srečujemo mi starši, kot je ta mamica že rekla. Zaradi tega, ker imamo postavljene prej diagnoze, te nihče resno ne jemlje, dokler ni postavljene diagnoze. Imamo probleme pri pridobivanju osnovnih pravic in naših dohodkov posledično. Zdravstveni sistem, kot je rekel gospod Šušelj, zavrača rehabilitacijo naših otrok z obrazložitvijo, da se jim ne bo izboljšalo stanje. Naprimer, moja hčerka je vsa ta leta napredovala z mojo pomočjo, veliko sem se ukvarjala z njo tudi sama. Hodili smo na rehabilitacije, privatne fizioterapije in vsakič, ko smo podali vlogo za rehabilitacijo na Debelem rtiču, imela je predlagano tudi strani strokovnjakov, je prišel tak odgovor, da se njej ne bo izboljšalo stanje. Moja hčerka je k sreči pred 3 leti shodila, tudi medicina ni verjela v to, da bo se stanje tako izboljšalo. In sama sem bila tudi malo žalostna glede tega, kaj se je dogajalo ves ta čas, vsa ta leta. Potem tudi naša največja institucija za rehabilitacijo otrok Soča jo je zavrnila pri 3 letih pa pol kot neperspektivnega otroka. Ona namreč ni imela očesnega stika, bila je zelo hipotona in po moje so tudi zdravniki dali roke od nje stran. Naši otroci z redkimi genskimi okvarami so res taka specifika in bi jo bilo potrebno bolj obravnavati, bolj kompleksno, ne vem, posebej, ne kot otroke z cerebralno paralizo ali pa kot z avtizmom. To je nekaj čisto specifičnega. Težave imamo pri usmeritvah v šolskem sistemu in zavodih, za njih se ne poskrbi dovolj dobro, nestrokovno in ni dovolj primerno usposobljenega kadra. Prav tako pri zdravljenih rehabilitacijah. Starši moramo biti večinoma prisotni zraven in moramo tudi za to plačevati po 6. letu starosti otroka. Za te otroke bi moralo biti nujno opredeljeno spremstvo vse povsod in tudi seveda brez dodatnih plačil za starše. Mame imamo večinoma ta minimalni DPID dohodek, ki znaša 569 € na mesec. Odpovedali smo se karieri, smo tudi izobraženi med njimi in pač to se mi zdi žalostno. V bistvu še plačujemo zato, ker pač spremljamo otroke 24 ur na dan. Prav tako zdravniki, pediatri, razvojne ambulante, sploh na Štajerskem koncu lahko rečem, ker smo iz Limbuša pri Mariboru, nimajo dovolj ustreznega znanja, ne znajo usmeriti starše pravilno, ta pravim strokovnjakom, ne želijo izdajati napotnic pravilnih, ne znajo niti izpolniti, naprimer letnih naročilnic za plenice. Naprimer, mojega bolniškega lista za skrajšan delovni čas, ker sem delala 4 ure, medicinske sestre niso znali izpolniti, pa je to bilo 7 let. Zagotovo bi morala vsaka družina biti upravičena tudi do dodatne pomoči na domu strani Centra za socialno delo po uradnih poteh, ne samo preko društev, združenj in preko teh asistence preko Sončka. Za vsakega takega otroka bi moglo biti na razpolago vsako leto zdravljenje v zdravilišču pod podporna terapija naprej pozdravljenja. In to bi tudi otrokom na nek način pomagalo, ne vem.
da bi se jim izboljšalo stanje. Več bi se moralo narediti na tem raziskovanju bolezni, takoj, ko pride mama iz porodnišnice oziroma že v porodnišnici. Mene so namreč, ko moja hčerka ni znala sesati, so me poniževali, da ne znam dojiti svojega otroka. A hčerka je imela redko gensko bolezen, naprimer, zdaj po 9 letih se je potrdilo. In še kup enih takih stvari izpostavila sem najbolj pomembne. Zdaj, vaše pobude, hvala za to, vaše pobude so tako na zelo mikro ravni kot zelo sistemske pobude, ne, ki verjetno presegajo tukaj to omizje. Ste pa, gospod Faganel, vi ste hoteli nekaj povedati? Gospa, zelo z razumevanjem sem poslušal vaše izjave. Prvič sem vesel, da ste prišli k nam in nam povedali svojo izkušnjo. Da ste nam povedali tiste reči, ki se na videz zdijo nerešljive, in da ste povedali tudi tiste reči, ki so popolnoma nepotrebne. Tisto, da ste slišali od zdravstvenega delavca, negovalnega osebja, da ne znate dojiti, to se pri redkih boleznih kar velikokrat sliši. Moja hčerka je ob rojstvu otroka slišala od babice, ja, prenašajo mame, trpijo pa otroci. Vse take pripombe so nepotrebne, žaljive in škodljive. Tisto pa, kar je treba povedati, v zdravstvenem sistemu bolnikov z redkimi boleznimi so heroji matere, ki ne obupajo in iščejo poti in najdejo rešitve. Moja mama ima danes 99 let, 3 otroke je vzgojila brez perspektive življenja in zdržala do 99. leta. Zato pobuda materam, omenil bom pokojnega profesorja Kornhauserja. Ko je enkrat nastal konflikt v bolnišnici, da je ena mama ponorela, pa se je zdravnik pritožil, norita mama. Seveda, ona je prvi advokat svojega otroka. In zato velja pri redkih boleznih in vseh ostalih postavljati spomenike materam, ki žalostne perspektive ne sprejmejo in premagajo ovire in omogočajo otrokom, da shodijo, v vašem primeru, ko ne bi smeli shoditi, da doštudirajo in da postanejo tisto, kar sem na konferenci za redke bolezni omenil, da ne drži rimski rek zdrav duh v zdravem telesu, ampak da se v bolnem telesu lahko skriva ustvarjalni duh. In to moramo verjeti in na tem področju s pomočjo medicine in s pomočjo staršev se delajo izjemni koraki. Ko smo govorili prej o genetskih preiskavah, profesor Peterlin mi je prej omenil o genetskem zdravljenju, to se pravi, da so neozdravljive, ne profesor Batelino, ja, oprostite. Se vi tudi to veste, ampak ne samo, da se odkrivajo, ampak zdaj se tudi genetsko zdravijo. To se pravi, prihaja do neslutenega napredka, vendar vsega se ne da doživeti v eni generaciji. Bravo, mama. Lepše po moje ne bi mogli zaključiti. Bravo, mama. Lepo, res se vam zahvaljujem, da ste prišli na to okroglo mizo v takem številu. Mislim, da bomo iz tega, kljub kakšni žalostni zgodbi, da bomo lahko potegnili ven eno pozitivno sporočilo, da se tudi premiki dajo narediti in da so ti blizu. Tako da še enkrat hvala za udeležbo, pa zadržite se še tukaj, bomo kakšno še rekli o prigrizku.